Gospod Rokavec, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan pred mikrofonom. Lep pozdrav tudi vam in vsem spoštovanim gledalkam in gledalcem. Za začetek se dotakniva malo razpisov, kmalu bodo objavljeni, in sicer za šport, kulturo in pa socialo. Ja, tako je. Letos bodo objavljeni pa nekoliko prej kot običajno. Namreč pri sprejemanju letošnjega in prihodnjega in proračuna za prihodnje leto smo se dogovorili, da bomo vse postopke še bolj pohitrili kot običajno, tako da z letošnjim letom začenjamo s prakso, da bodo razpisi že objavljeni konec tega meseca, se pravi novembra. Rok za oddajo bo 4. januarja, tako da res velja zdaj povabilo vsem društvom, klubom in drugim inštitucijam na področju kulture, športa, sociale, da že, se pravi, v tem, še zlasti pa v prihodnjem mesecu, mogoče tudi zaradi tega, ker so potem tudi praznični konec decembra, da s prijavami pohitijo, da se prijavijo čim prej. Mi pa tudi obljubljamo, da bomo potem vloge čim hitreje v začetku prihodnjega leta obravnavali in da bodo sredstva vsaj po zaključku prve četrtine že lahko, bi rekel, prvi upravičenci tudi prejeli. Kolikšno sredstva so na voljo? Sredstva so v, se pravi, istem obsegu, kot so bila v letošnjem letu na področju športa, kulture in sociale, se pravi, tukaj ne spreminjamo okvirov, nekaj smo spremenili, se pravi, določene kriterije in pa pogoje, drugače pa dejansko več ali manj, bi rekel, okvir in se pravi tudi vsebina se nadaljuje že iz letošnjega leta. Dotakniva pa se še te teme, ki se jo praktično dotakneva vsakič, in sicer poplave. Sedaj je bil sprejet načrt programa ukrepov. Kaj vse obsega? Ja, do 15. novembra smo posredovali, konkretno že do 13. novembra na Vlado Republike Slovenije načrt prioritetnih prednostnih ukrepov na področju, se pravi, odprave posledic po poplavah na infrastrukturi v lasti občine. Dejansko ta prednostni načrt predvideva v prvi fazi določitev prioritete, ki vzajema 10 projektov. Med temi 10 projekti so seveda najprej na številki 1 in 2 sanacija obeh visečih mostov čez reko Savo, se pravi tako tukaj na Savi pri Litiji kot v Jevnici. Aktivnosti za sanacijo potekajo že na obeh mostovih. Zdaj na Savi je od danes naprej, se pravi od teh dni naprej, tudi ni možen prehod za pešce in kolesarje, zaradi tega, ker je bilo treba most odpreti zaradi, se pravi, natančnega popisa vseh, se pravi, zamenjav poškodovanih delov, ki jih bo vključil izbrani projektant. Potem bo sledila tudi sama izvedba, izbor izvajalcev. Mi le ocenjujemo, da bomo, naš rok je, da se most najkasneje do 1. maja prihodnje leto sanira. Mi se bomo prizadevali, da bo ta rok seveda hitrejši kot ta skrajni rok. Drugo je most v Jevnici, začasna sanacija in obnova. Tukaj je izbran že izvajalec, začel je že z postavljanjem gradbenega odra, vendar zaradi prevelike hitrosti pretoka reke Save so dela začasno na tem mostu še vedno prekinjena. Jaz le upam, da bo v prihodnjih dneh, da bodo nastali ustrezni pogoji, da bo izvajalec lahko nadaljeval z postavitvijo gradbenega odra in potem za samo sanacijo. Upam tudi, da bi čim hitreje ali do konca leta ali pa saj do prvih tednov v mesecu januarju bile razmere takšne, da bi izvajalec lahko tudi izvedel samo najbolj nujno sanacijo v Jevnici. Temu sledi potem naslednja faza, se pravi prioritetnih projektov
To je za umestitev lokacije in umeščanje v prostor novega mostu v Ponovičah. Ta načrt bomo delali skupaj z Direkcijo za infrastrukturo, kjer gre za, se pravi, pripravo nove obvoznice Litija in hkrati tudi dolgoročno rešitev ustrezno infrastrukturnega povezanosti tudi naselja Sava, Ponoviče, Spodnji Loh in potem tudi širše, se pravi, tako mesta Litije, Šmartnega in pa povezave z Zasavjem z Ljubljano. Gre za tako imenovano prvo fazo določitev in pa umestitev samega infrastrukturnega objekta v prostor, potem pa, da se prioritetno, se pravi na podlagi, se pravi investitorstva Direkcije za infrastrukturo, prenese izgradnja prve faze, se pravi samega mostu, nadaljuje pa potem z umeščanjem preostalega dela trase bodoče obvoznice Litija. Četrti projekt vsebuje določitev nadomestnega mostu ob Jevniškem mostu med Jevnico in pa Senožeti, tudi izdelavo ustrezne projektne dokumentacije, vendar tukaj le pričakujemo, da bomo po pridobitvi ustrezne, se pravi, projektne dokumentacije za samo izvedbo morali najti sredstva iz sklada za obnovo in razvoj, zato ker vemo, da so ta sredstva, ki so v tem trenutku na razpolago, premajhna. Peti in šesti projekt zajema predvsem ukrepe protipoplavne zaščite v mestu Litija, Levi breg in naselje Ponoviče in Sava, vključuje vgradnja protipoplavnih, se pravi, opornih zidov tukaj v mestu in nasipov v mestu, hkrati z ureditvijo lokalne ceste Litija-Sava, popravilo protipoplavnih vrat ob železniških podhodih na tej relaciji Litija-Sava in pa potem tudi ureditev protipoplavnega nasipa v naselju Sava pri Litiji. Tukaj smo že izvedli geodetski posnetek, pripravili projektno nalogo, izbrali izvajalca za izdelavo projekta, tako da bomo v naslednjem tem prvem mesecu zimskem obdobju naredili vse za kvalitetno pripravo projekta, pridobitev služnosti za samo gradnjo za strani lastnikov zemljišč in potem pripravili vse potrebno, ko bo začasno saniran Savski most, da lahko odpremo, se pravi, drugi projekt, te dva projekta, se pravi, protipoplavne zaščite za sanacijo ceste Litija-Sava na tem odseku. Sedmi projekt je ureditev meteornega odvodnika za protipoplavno zaščito v naselju Kresnice. Tam imamo predvsem težavo zaradi velikega vodostaja reke Save in potem tudi hkrati zalednih voda v samem naselju prihaja do takovanega povratnega zalivanja nižje ležečih objektov v spodnjem delu naselja Kresnice in za to rešitvijo bi dejansko tudi dolgoročno rešili to poplavno varnost v tem delu naselja Kresnice. Osmi projekt je, se pravi, sanacija dela ceste Kresnice, Kresniške Poljane. Deveti je priprava ustrezne projektne dokumentacije za sanacijo kulturne dvorane v Litiji in pa deseti je pa, se pravi, sanacija poškodovane sekundarne kanalizacije na stavbah v Litiji. Vse to seveda vemo, da za sredstvi predplačil ne bomo mogli rešiti, zaradi tega, ker dejansko samo okvirni izračun teh 10 projektov kaže, da bi za to rabili približno cirka 16 milijonov evrov. V predplačilu smo jih dobili pa 3 milijone 700, zato bomo tukaj mogli poiskati najbolj tiste optimalne rešitve.
Vemo, da so velik problem dovoljenja. Kako je tukaj? Ja, dejstvo je, da kar nekaj te infrastrukture je takšne, v kateri imamo rešeno lastništvo, nekaj pa ne. In tukaj mislim, da bo največ potrebno narediti, predvsem na tem projektu protipoplavnih ukrepov in sanacij lokalne ceste Litija-Sava in pa na ureditvi ter sanaciji poškodovanega kanalizacijskega sistema v naselju, na delu mesta stavbe v Litiji. Tukaj nas čaka zagotovo največ dela, predvsem na postopkih za pridobitev pravice gradenj. En mesec je od najine prejšnje oddaje. Katere investicije so bile dokončane v tem času, katere so se začele izvajati? Ja, v tem času je zagotovo nadaljevala se je izgradnja, nove podružnične nadomestne šole v Hotiču. Tukaj je že tudi okvirna strešna, konstrukcija položena, tako da upamo, da bo tudi dejansko objekt do 3. gradbene faze v celoti zaključen v letošnjem letu. Delno se striže za terminskim načrtom. Jaz le upam, da bo potem zimski čas tisti, ki bo lahko se ta zamuda nadoknadila in da bomo v prihodnjem letu, jaz še vedno upam, do novega šolskega leta ali pa mogoče kakšen mesec dlje rabili za to, da bo objekt tudi dejansko uporaben za vselitev, za izvajanje dejavnosti tako osnovnega šolstva, vzgoje in izobraževanja in pa ostalih namenov, tega večnamenskega izobraževalnega objekta v Hotiču. Prav tako smo v tem času nadaljevali z vodooskrbo. Predvsem je bil poudarek na 2 projektih. Imamo prva faza, upam, da bo ta del tudi zaključen do konca letošnjega leta in da bo z novim letom že ali pa v prvih mesecih lahko pritekla čista pitna voda v naselje Spodnji Mamolj. Druga faza pa seveda nas čaka potem v prihodnem letu, kjer se pa seveda že zdaj zaključuje izdelava DGD-ja in priprava za vložitev gradbenega dovoljenja na upravno enoto. Vodovod Dole gre še celo hitreje, kot je po načrtu. Približno že skoraj da polovico del je izvedenih. Tudi tukaj želimo, da bi pohititi na prvem delu, da bi že v letošnjem letu poskušali dati za pridobitev delnega uporabnega dovoljenja, saj za prvi del tega projekta in potem seveda nadaljevati z investicijo do konca v prihodnem letu. Delno se je prekinilo izvajanje del na vodovodu Leše, ampak tudi tukaj pogodbeni rok do maja prihodnega leta ni ogrožen. Sicer pa potem še smo pripravili projektno dokumentacijo za vodovod Gobnik, kjer je že tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tako da na vodooskrbi mislim, da je zadeva zelo v intenzivnem dogajanju. Tudi kanalizacija druga faza je v zaključku pridobivanja gradbenega dovoljenja za Kresnice. In pa seveda kar veliko je bilo aktivnosti na cestni infrastrukturi. Predvsem je bil tukaj področje Mamolja, tisti del cestne infrastrukture, kjer je letos se pridobilo skoraj 3 km novih asfaltnih cestnih površin, pa Gabrovka za preplastitvijo lokalne ceste, Gabrovka Brezovo in pa javna pot Gobnik. Pa seveda potem še preplastitev za ureditvijo poškodovane ceste v naselju Kresnice. No, zdaj smo v fazi še do konca meseca, čaka nas asfaltiranje odseka ceste Geos
Geos Vrtače, odcep Vrtače in pa enih par manjših odsekov na javnih poteh in pa lokalnih cestah v krajevni skupnosti Konšica, Vače in pa Hotič. Vse seveda na tistem delu, kjer je to povezano tudi z poškodbami po letošnjem neurjih v poletnih mesecih in popravi teh, se pravi, posledic. Pred vrati je že skoraj mesec december, mesec praznovanj. Kaj vse se bo dogajalo v prvih dneh decembra tukaj v Litiji? Je zagotovo začetku meseca začnemo se pravi, prižigom lučk. Tako kot smo že začeli v lanskem letu, se bo letos najprej pričelo se pravi, prižigom prve lučke na adventnem vencu, ki je na Valvazorovem trgu, bo prav tako tudi letos postavljen pred cerkvijo svetega Nikolaja in v nedeljo 3. decembra za krajšim kulturnim programom ob 16. uri je predviden, se pravi, prvi del prižiga lučk v starem mestnem jedru. Na to sledi, se pravi, miklavževanje se pravi 5. decembra tukaj v Litiji pri sami cerkvi in pa seveda potem po ostalih območjih občine Litija. Seveda pestro bo tudi potem v nadaljevanju v decembru, o tem bomo pa mogoče še kaj v naslednjih, se pravi, javljanjih in pa, bi rekel, oddajah. Seveda. Gospod župan, najlepša hvala. Srečno in vse dobro želim.